Dobro jutro in dober dan iz koprskega studia, ki se ob skorajšnjem koncu oddaje prelevi v glasbeni studio. Ne bomo nič snemali, bomo pa peli in igrali v živo. Vsak četrtek znova vam poskušamo ponuditi glasbeno osvežitev oziroma glasbeno poslastico. Uspeva pa nam zgolj in izključno po zaslugi izjemno bogate zakladnice ustvarjalcev, s katerimi se z veseljem družimo. Danes zaseda sveža zasedba, ki si dopušča veliko svobode pri izražanju in igranju. Mladi so, izobraženi in tudi ustvarjalni. Vse to pa se odvija v polju jazz glasbene pripovedi. Z nami je to jutro Luka Zavišić Trio. Dobro jutro, fantje. Dobro jutro. In dobrodošli pri nas Luka, Matic in Tine. Torej, Luka skrbi za glasbo, piše, ustvarja, ob tem, kot smo rekli, vsak ima še svoj kanček svobode. Kaj pa pravzaprav nastaja? Ja, v bistvu zaradi tega tudi naslov Luka Zavišić Trio, ker sem jaz nekakšen mali vodja tega, ne. Pišem in aranžiram skladbe, ki jih igramo v repertoarju. Nastali pa smo lani, septembra, in do danes smo že pripravili dobrih 10 jazz standardov in tudi kakšen avtorski je že vmes. Tako da... Čestitamo. Ja. Kakšen je pa na drugi strani odziv? Kaj pravijo ljudje, ko vas slišijo? Nekaj koncertov je bilo že v Ljubljani, napoveduje se en simpatičen in prikupen v Izoli 7. marca. Tako. Decembra nam je MEF nas je povabil, da smo na njegovem majhnem festivalčiču igrali. In tam v bistvu sem bil najbolj presenečen, ker tam je bila najbolj intelektualna publika, ki mi je tudi čestitela. En gospod mi je tudi med koncertem prišel dati roko in tako naprej. Ni zdržal do konca? Ja, ni zdržal do konca, ne. V Ljubljani so bili pa nastopi v restauraciji in je bilo drugačnega duha, ne. Tako da... Imate veliko načrtov, gotovo. Eden je pa kar bližnji, bomo rekli, in sicer poleti boste že snemali. Kako kaj boste zveneli torej v prihodnje? Tako, jaz zdaj pišem svoje skladbe in upam, da mi bo ratalo jih napisati 9-10 do poletja, tako da bomo imeli material za prvi album. Poleg tega pa imamo tudi idejo o nastopanju po celi Sloveniji, tako da nas ljudje spoznajo. Čez par let pa tudi naprej, v tujino. In so s tem povezane tudi vaše študijske ambicije? Trenutno ste na Konservatoriju za glasbo v Ljubljani. Kaj pa v prihodnje? Tako, ja. Jaz in bobnar, Tine Vidmar, sva na konzervatoriju študirala jazz smer. Basist Matic Isovski je sicer bolj samok doma, ampak mu gre. Tudi jaz in Tine mu včasih kaj pokaževa glede jazz teorije. Skratka, še se bomo učili in študirali in vadili. Sedaj pa bomo kar si privoščili odmerek jazz glasbe z velikim veseljem. Hvala lepa. Hvala tudi vam, vsem skupaj in vsakemu posebej za družbo. Oddaje pa seveda sploh še ni konec, tako da to velja samo za primorsko ekipo, ki bo z vami znova v torek. Zjutraj vas bo pozdravila kolegica Erter Pust. Imejte srčen in seveda tudi sončen dan in predvsem srečno vsem skupaj. Za nas pa sedaj odmerek prave glasbe, za nas nastopa Luka Zavišić Trio. Izvolite, fantje.